Lepo pozdravljam vse romarje tukaj v Porčinju. Preden začnemo, še posebej seveda pozdrav škofu Juriju, ki bo danes maševal, in vsem duhovnikom, tudi pohodnikom, ki ste prišli peš in kolesarjem. Preden začnemo sveto mašo, pa bi najprej nas pozdravil župnik Don Vitorino Genda. Don Vitorino. Sì, sono. Oh, sì. Traduci tu, no? Traduci. Proverò, sì. Faccio 5 frasi. Dobar dan. Buongiorno. Buongiorno. Mi sento veramente commosso. Ecco, un buongiorno a tutti voi e benvenuti in questo piccolo santuario di Santa Maria di Porču. Dobrodošli tukaj v Porču, v tem malem crkvi svetišču. Un saluto, un benvenuto innanzitutto al Vescovo Monsignor Juri, ai sacerdoti, alle eventuali autorità e a tutti voi. In pozdravljam škofa Jurija, vse duhovnike in tudi oblasti in vse vas. La vostra presenza ci onora, ci è di grande esempio e motivo di tanta gioia. Vaša prisotnost je v čast, je v spodbudo, v zgled in prinaša veliko veselja. E credo che sia oggi contenta anche la Vergine Santa nel sentir pregare, cantare il Signore e lei stessa con la stessa lingua con la quale lei ha parlato alla piccola Teresa d'Us in quell'8 settembre del 1855. Prav gotovo je vesela tudi Devica Marija, ki tukaj v tej cerkvi govorila 1855 vitkini v slovenskem jeziku in da bomo sedaj praznovali svetomašo v našem jeziku. Mi unisco alle vostre preghiere nell'invocare la benedizione del Signore e della Madonna sul Vescovo, sui sacerdoti, su voi tutti e su tutta la vostra diocesi. Non ho sentito solo prima parola. Mi unisco alle vostre preghiere. Prego con voi. Se bo pridružil našim molitvam, ja. To je kot Ecco, per povedal. il Vescovo, per i sacerdoti di qua. In vsem. Sarete sempre benvenuti. In vedno ste dobrodošli tukaj. Grazie. Vitorino vedno pove, da je Marija govorila v slovenskem jeziku in vedno vabi slovenske romarje, vedno nas lepo tukaj sprejme in tudi mi smo mu hvaležni. In vabim še župana občine Atimis, gospoda Sandra Roka, da nam tudi on nas pozdravi. Tudi on je dovolil, da smo montirali te table in vedno nas lepo sprejme na občini. Ecco, buongiorno a tutti, dobar dan. Benvenuto a Monsignor Juri Bizjak, Vescovo di Capodistria, e benvenuti a tutti i concelebranti. Pravi dobrodošli škof Juri iz Kopra in vsi somaševalci. Benvenuti anche a tutti voi, anch'io mi unisco alla gioia di Don Vitorino per la vostra presenza. Tudi on se pridružuje veselju Don Vitorina zaradi vaše prisotnosti. Ecco, c'è bisogno di raccogliere quello che la Madonna 168 anni fa ha espresso in dialetto sloveno. Kar je Marija povedala pred 168 leti v slovenskem jeziku. Per confermare nella nostra società quei valori che sono necessari per superare le difficoltà che oggi il mondo incontra.
te vrednote, ki jih je Marija sporočila, so tudi danes potrebni za našo družbo. Ecco, l'egoismo che sta un po' imperversando, ecco, il messaggio della Madonna che noi dobbiamo raccogliere deve andare oltre. In tudi mi smo poklicani, da to sporočilo širimo naprej in ga predamo. Ecco, di questa giornata sarebbe felice anche Don Vito che insieme a Don Gamberoni ha riscoperto, ha portato in evidenza le apparizioni della Madonna qui nelle doline di Porzus. Današnjega dne bi bil zelo vesel tudi Don Vito, to je bil župnik v Atinisu, ki je zelo veliko naredil za promocijo, če tako rečem, Porčinja, in gotovo ga je vesel tudi Don Gamberoni, ki je pa danes tukaj med nami. Grazie e benvenuti di nuovo, vi auguro una buona giornata e un buon rientro. Pravi želi vsem lep dan in tudi lep dober povratek domov. Gotovo najbolj zaslužen za to, da smo danes tukaj, da se o Porčinju sploh karkoli zvedelo. Napisal je o tem že več knjig in gotovo veliko tudi v osebnih stikih naredil za razširitev vedenja o Porčinju. Je Don Carlo Gamberoni in prosim tudi njega, da nam pove par besed, qualche parola pre Evangelii. Še to, on živi v Škednju, v Trstu, v tistem župnišču, kjer je živel svetniški kandidat Jakob Bukmar in on je pravzaprav njegov naslednik. Eccellenza reverendissima, brati in sestre, brati duhovniki, dobrodošli. Ni treba prevajati. On tudi mašuje, veste, za Slovence dol po slovensko v Trstu. Oggi è un giorno straordinario per questa vostra obisc. Tukaj, qui la Madonna è apparsa, qui ha camminato, pensate, qui ha camminato. To je nekaj izrednega, vaš obisk danes tukaj je Marija se prikazala, tukaj po tej cerkvi je hodila. È prima volta nella storia che la Madonna è apparsa mentre la gente diceva il Santo Rosario. Prvič se je Marija prikazala v tej cerkvi, medtem ko so ljudje molili rožni venec. Oggi è una data storica. Danes je zgodovinski trenutek. Perché la diocesi di Capodistria è la diocesi che circonda Porzus. Ker je koprska škofija okroža Porčin. Io sono l'ultimo sacerdote ordinato da Monsignor Santin, che era vescovo di Trieste e Capodistria. In on je zadnji duhovnik, ki ga je v duhovnika posvetil škof Santin v Trstu. Ogni tanto vengo a Capodistria. Sono venuto quando hanno martellato la statua della Madonna nella chiesa e hanno rovinato quella Madonna antica. E anche a mangiare il gelato in quella strada dove vendono le scarpe. Vendono un buon gelato lì. Qua la lepa, già ho visto. Pravi, da prije tudi v Koper, da je bil v Kopru, ko so razbili kip Marije in da gre tudi na tisto ulico, verjetno Čevljarsko ali pa kakšno drugo, kjer je dober sladoled in pravi, da hvala lepa. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Mir z vami In s tvojim duhom. Predragi brati in sestre, da bo naša daritev Gospodu vajala, da bodo naše prošnje nebeškemu Očetu prijetne in bodo lahko uslišane. Na začetku tega našega srečanja vsi iskreno odprimo svoje srca Božji milosti in Božjemu usmiljenju. Vsemogočnemu Bogu. Ima drage in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse
nas vsemogočni Bog. Odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Amen. Poslal k tebi. Gospod bo vzel Juda v svojo last kot svojo dediščino v sveti deželi in zopet bo izbral Jeruzalem. Pred Gospodom naj umolkne vsak človek, kajti vstal je in prihaja iz svojega svetega templja. Božja beseda.
bratje. Ostali so zunaj in ga dali poklicati. Okoli njega pa je sedela množica, ki so mu rekli: Glej, tvoja mati in tvoji bratje so zunaj in te iščejo. Odgovoril jim je: Kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In ozre se po tistih, ki so sedeli okoli njega in pravi: Glejte, moja mati in moji bratje. Kdor namreč izpolnjuje Božjo voljo, tam je brat in sestra in mati. Kristusov evangelij. Dragi brati in sestre, najprej vsem prav lepi in prisrčen pozdrav. Pozdravljam najprej vse brate mačnike, pozdravljam vse vas, dragi verniki, pozdravljam vse, ki ste prišli tukaj domačine in tudi vse, ki ste prišli iz naših slovenskih škofij. Vsem želim milost in mir od Boga našega Očeta in Gospoda Isusa Kristusa. Saluto cordialmente il nostro Don Vittorino e Don Carlo, saluto il signor Sindaco e ringrazio molto per la vostra accoglienza, per la vostra ospitalità. Dragi brati in sestre, danes smo zbrani tu v tej crkvi, da bi nekako poglobili, recimo, okrepili naročila, ki nam jih je tukaj dala naša nebeška mati po preprosti deklici Tereziji. In tukaj najprej bi rad povedal, da sem danes prvič tukaj. Mnogi med vami ste bližji dostikrat. In tu sem prej povedal gospodu Vittorinu, ki me vabi najprej, odkar sem v Kopru, me je vabil vsako leto. Ne, da sem imel kaj proti, da sem se upiral, ampak ni bilo moč, ni zneslo nekako. In tako da rečem pa danes zdaj tukaj, z njemu sem tako povedal prej, da sem danes tukaj zato, ker on, Don Vittorino, nikoli ni zgubil vere v spreobrnenje hrešnikov. No, na perso mai la fede nella conversione dei peccatori. Ecco questo. Grazie per il vostro invito, veramente grazie. Dragi brati in sestre iz Marinjega mesta Pročinja, lahko vedno nesemo s seboj, rečem tako, dve sveti naročili in eno sveto sporočilo, če smemo tu tako razložiti. Osnovno sporočilo, ki nam ga posreduje zgodba iz Pročinja, so seveda besede slavne Marijine hvalnice, ki jo vsak večer brez izjeme, v petek in svetek, molimo v naših večernicah. Ne, vsi, ki molite večernice, poznate. Zakaj ozrl se je na nizkost svoje dekle, glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi. Lepa. Tudi v Pročinju se blagruje naša Božja Mati Marija, kakor se blagruje tu v bližini Vlah Sadet, se blagruje v Fatimi, v Lurdu in številnih drugih Marijnih svetiščih, kjer se je Sveta Gospa prikazala raznim preprostim otrokom. Tudi v Pročinju se je tako uresničila hvalnica, ki jo je izrekel naš Gospod. Slavim te, Oče, Gospod nebes in zemlje, da si to prikril modrim in razumnim in razodel mali. Uresničilo se je, kar pravi modri Salomon, zasmehovalce Gospod zasmehuje, ponižnim pa daje milost. In kakor po proroku Izaiju govori Gospod, na višavi v svetišču prebivam, sem pa hkrati pri potrtem in ponižnem, da poživljam duha ponižnih in pod srce potrtih.
Marija se imenuje v litanijah sedež modrosti in ravna kakor Božja modrost. O modrosti, Božji modrosti piše v knjigi modrosti. Sama hodi okrog in išče te, ki so je vredni. Dobrohotno se jim pokaže na njih potih in jim pri vsaki misli pride naproti. Kakšna lepa misel o Božji modrosti, o našem nebeškem očetu. Kako nam vedno prihaja naproti, vedno, pravočasno. In ima svoje veselje pri človeških otrocih, kakor piše v knjigi Pregovor, spet o modrosti. Zdaj torej, otroci, poslušajte me, blagornim, ki se držijo mojih potov. To je osnovno sporočilo tukaj v poročilju. Prvo veliko naročilo, ki nam ga posreduje Marija, žanica v poročilju, se tiče, kako vsi vemo, spoštovanja Božjega imena. Kakor nam zapoveduje Mojzes na v skalo vklesanem besedilu 10 zapovedi. Ne skruni imena Gospoda, svojega Boga, kajti Gospod ne bo pustil brez kazni njega, ki skruni njegovo ime. Gospodu dejansko ne moremo nič. Prebiva v nedostopni svetlobi in ga noben človek niti videti ne more. In mi smo pred njim brez moči. Na drugi strani pa nam je razotel in zaupal svoje ime. In z njim lahko počnemo, kar hočemo. In kar počnemo z njegovim imenom, to počnemo z njim. O angelu, ki je Mojzesa vodil v obljubljeno deželo, je Gospod dejal: pazi nanj in poslušaj njegov glas. Ne upiraj se mu, kajti ne bo odpustil vaše krivde, ker je moje ime v njem. Zato pa je tudi prva od 7 prošenj v Gospodovi molitvi Oče naš: posvečeno bodi tvoje ime. Nebeškega Očeta prosimo, da bi nam njegovo ime bilo sveto. Božje ime je sveto, mi mu ne moremo nič dodati. Namen prošnje je, da bi mi Božje ime kot takšno priznavali in častili. Ko se je izvoljeno ljudstvo treslo pred močnejšimi sosedi, jih je prerok Izaija svaril s temi besedami: Gospoda nad vojskami, njega imejte za svetega. On bodi vaš strah in vaša groza. On vam bodi svetišče, kamen spotike in skala pohujšanja, obema Izraelovima hišama, zanka in zadrga prebivalcev Jeruzalemu. Mnogo izmed njih se izpotakne in pade, zlomi in zaplete in ujame. Kakšne besede, kakšne grožnje, tu skoraj ni moč verjeti, da je prerok toliko reči tako lepo skupaj nabral, v to, da bi Božje ime imeli za sveto. Dodamo še to, Božje ime je tudi v vsakem človeku, vidite, tu je lep sklep za nas. Kristus v Evangeliju pravi: kdor da komu izmed teh malih piti le čašo hladne vode, ker je moj učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. In komu niso znane Gospodove besede na vesolni sodbi, kar ste storili kateremu izmed teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Zato moramo tudi drug drugega imeti za svetega in ljubosumno braniti in varovati njegovo dobro ime. Dobro ime je boljše kakor veliko bogatstvo. Priljubljenost je boljša od srebra in zlata. In Mojzes svari: ne hodi kot obrekljivoc med svojim ljudstvom in ne strezi svojim bližnjem po življenju, jaz sem Gospod. Drugo naročilo, veliko, ki nam ga posreduje Marija, žanica iz poročilja, se tiče spoštovanja Gospodovega dne. Kako nam spet zapoveduje tudi Mojzes: pomni, da boš posvečeval sobotni dan. Besedilo 10 zapovedi obsega v izvirniku 16 vrstic. Tudi v prevodih iz izvirnika, če poiščete, obsega 16 vrstic. Od teh ima 8 zapovedi po 1 vrstico, 2 zapovedi pa vsaka po 4 vrstice. To je silno zanimivo.
8 po 1 in 2 med temi 10 pa po 4. In po 4 vrstice imata zapoved, ki prepoveduje malikovanje, in zapoved, ki zapoveduje sobotni počitek. Se Mojzes kar razpiše tam, pri teh dveh. Na nek način sta to dve glavni zapovedi. Sobotni počitek uprit predvsem človeku, seveda, in malikovanje uprit grehu predvsem Bogu. In med 5 cerkvenimi zapovedmi je na prvem mestu posvečuj nedelje in zapovedane praznike. Zapoved zapoveduje dve stvari, zapoveduje počitek in zapoveduje udeležbo pri sveti maši ali ustreznem obredu. Kršenje zapovedanega počitka in opuščanje obveznega obreda ni samo prekršek proti Božji zapovedi, ampak je tudi prekršek proti naravi. In nam kliče v spomin znano pravilo. Bog odpušča vedno. Človek odpušča včasih, včasih ne. Mati narava ne odpušča nikoli. In morda tudi zaradi tega kršenja nedeljskega počitka imamo danes toliko pregorelih raznih in ugaslih ljudi med nami in okrog sebe. Tudi tu je en razlog, eno izhodišče. Naprej, pri pridelkih si je Gospod pridržal desetino, znano, desetina, vedno desetina, 5. Mojzesova 14. Pri času pa si je Gospod pridržal sedmino, to je vsak 7. dan. To je več, ne? Sedmina je večja kot desetina, več. Spoštujmo torej, dragi bratje in sestre, Gospodovo zapoved in dajajmo Bogu, kar je Božjega. Počin leži na meji, na nekakšnem prelazu iz ene dežele v drugo deželo. Zato se odpira na obe strani in sprejema romarje in popoldnike z obeh strani. Najbolj pomembno pa je, da ostaja odprt proti nebu in proti blagoslovom z neba. Končam. Največja vrata med nebom in zemljo je svojim človečenjem in svojim prihodom odprl Kristus. Z človečenjem. Največja vrata. Lestvici, ki jo je v sanjah videl očak Jakob in je segala od zemlje do neba in so angeli po njej hodili gor in dol. Vsi poznamo tu prekrasno zgodbo očaka Jakoba. Tej zgodbi je Kristus dodal brezkončno število novih lestvic po vsej zemlji in med temi je tudi lestvica med nebom in zemljo tu v počitju. Ker se je po njej spustila na zemljo Mati Božja, Devica Marija, žanica. Očak Jakob je vzkliknil, kako čudovit je ta kraj. To ni nič drugega, kakor hiša Božja in vrata nebeška. Dragi romarji, gostje, domačini, dragi bratje in sestre, naj tudi Porčin postaja in vedno bolj ostaja hiša Božja in vrata nebeška. Amen. Dragi bratje in sestre, Marija skrbi za nas kot mati za svoje otroke. Zaupanje še odpravimo našemu nebeškemu očetu in ga prosimo. Gospod, prosimo te, da bi cerkev ostala zvesta svojemu ustanovitelju. Prosimo te, usliši nas. Naj voditelji narodov spodbujajo človeštvo k iskanju pravičnosti in miru, premagovanju brezposelnosti, revščine in brezčutnosti. Prosimo te, usliši nas. Veliko otrok trpi zaradi bolezni. Gospod, obriši njihove solze. Prosimo te, usliši nas. Vsemogočni Bog, okrepi z zaupanjem vate vse, ki trpijo zaradi vojn, lakote, izkoriščanja, bolezni, neurejenih družin, osamljenosti, krivic in preganjanja. Še posebej ti priporočamo kristjane v Ukrajini in Rusiji. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, naj bodo moški res možje, voditelji in vzgojitelji otrok v veri, žene pa naj jih k temu spodbujajo in jim pomagajo. Prosimo
Gospod, prosimo te za vse tukaj prisotne romarje, da bomo po priprošnji svete žanice prepoznavali tvoje načrte in uresničili tvojo voljo. Prosimo te, usliši nas. Gospod, pomagaj nam, da se bomo znali učinkovito zavzemati za življenje in za zdravje. Prosimo te, usliši nas. Dobri Oče, nakloni večno plačilo za delo v tvojem vinogradu vsem rajnim, še posebej vsem, ki so si prizadevali za širjenje Marijinega sporočila v Pročinju. Prosimo te, usliši nas. Naj bo današnje romanje po priprošnji svetega Luigija Skrosopija in vitkinje Terezije Duš seme novih duhovniških, redovniških in misionarskih poklicev v naši domovini. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za padle v vojnah, ki so divjale na meji med Slovenijo in Italijo. Navdihuj nas, da se bomo iz zgodovine kaj naučili in ne bomo ponavljali brezumnosti in zločinov, ki so jih naredili naši predniki. Prosimo te, usliši nas. Gospod, navduši mlade, da bodo rasli v ljubezni do Boga in bližnjega. Še posebej jih spodbujaj, da se bodo odgovorno pripravljali na zakonsko in družinsko življenje. Prosimo te, usliši nas. Dobri Oče, Marijo si izbral za mater svojemu sinu. Naj po njenem zgledu rastemo v predani veri po Kristusu našem Gospodu. Amen. sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Naj sprejme Gospod daritev svojih rok, hvala in čast svojemu imenu, blagor tudi nam in vseh svojih svetih cerkvi. Dobri Oče, po Mariji je tvoj sin postal človek, kar je časti devištva ni zmanjšalo, marveč ga je posvetil. Zaradi njegove daritve nam odpusti grehe, da bo naša daritev tebi prijetna po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod
Gospod s vami. In s tvojim duhom. Višku srca. Imamo jih pri Gospodu. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Slovice in pravično je. Res je spodobine, pravično, primirno in zveličavno, da tebe vsemogočne Bog slavimo vseh tvojih svetnikih, posebno pa v spominu blažene Device Marije poveličujemo tvojo dobroto z njenim slavospevom. Za res velike reči si storijo po vsej zemlji in v vseh časih izkazuješ svoje usmiljenje, ko si se ozrl na nizko svoje dekre in po njej dam sveto odreženika, svojega Sina, našega Gospoda, Jezusa Kristusa. Po njej molijo tvoje veličastvo angelski zbori, ki se v slovečnost radujejo pred tvojim obličjem. Prosimo, naj se z njimi združimo tudi mi in jih v skupnem veselju pričemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega carstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hosana višava, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hosana višava. Resnično si svet, Gospod naš Bog, in vse svetosti. Zato posveti prosimo te svoje te darove, da nam postavijo predlog in krik našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je še v prostovoljno premenjenje in vseh drug, se zahvalim, da razlomim, da svojim učencem rekel, sedite in jejte od tvojega vsi. To je moje telo, mi se dajem za vas. Prav tako je po večerji vzel kri, se spet zahvalim, da dal svojim učencem rekel, vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas, za vse prelija, v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Divnost vire. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnijo ljubezni, skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom Andreja Brunom, našim škofom Jurijem in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nas nas uči, da smemo tako moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime.
Tvojega vsemogočnega, podari nam mir v naših dneh. Usmeri nam pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pod vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, Tvoja mati nas spremlja na poti življenja. Ne glede naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, trdi o miru in ne vodi po polni milosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekovaj. Amen. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Podajmo si roke v znamenje naše zvestobe.
Sveti Mariji, žalnica. Marija, kraljica nebesa in zemlje, Nazaretu si odpravila Satana hišna odralina, v svoje roka si držala razne pripomočke. Videla si številna orodja, ki sta jih tvoj mož in Mesija in Božje koristi uporabljala za graditev hiš, ki so bile namenjene za življenje družin. Mojo dušo je prevladal meč bolečin. Gledala si, kako so skladljivo zabijali želje v telo Božjega Sina. Videla si srpe, ki so sejali smrt. Žalnica s srpom v roki, vodi nam blizu pri naših vsakdanjih opravilih. V počinju si se trikrat prikazala majhni deklici Tereziji in ji trikrat naročila, naj z vsemi očmi spodbuja ljudi k izpolnjevanju Božjih zapovedi. Pomagaj nam, da bomo izkoreninili preklinjanje in nebesko delo, da bomo posvečevali Gospodov dan in slavili Božje ime. Naj nas oblikuje spokojna nadomna, molitev, post, miloščina in dobra dela. Mati vseh narodov in ljudstev, z materinsko nežnostjo nas usposobi, zdravičevance Božje ljubezni, da bomo svoje križe darovali za odrešenje vseh ljudi in bomo kot pajki gledli mreže življenja. Svoj sin nam pravi, žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Sveta Marija, izprosi nam, da se bomo po obilni žetvi s teboj in vsemi srednjimi veselili v blaženi večnosti, da bomo zrli neizmerno lepoto mesec in bomo soglasni v slavljenju trojedinega Boga. Amen. Molimo. Vsemogočni Bog, svetim obhajinom si poživil svojo cerkev. Naj veselo praznujemo rojstvo in vse druge praznike Device Marije, ki je upanje za ves svet in zarja odrešenja po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Na koncu bi se rad zahvalil najprej škofu Juriju, ki je vodil to svetomašo in nas tudi nagovoril. Smo slišali, da je tudi tukaj, da so kot ene vrata nebeška, po katerih je prišla Marija dol. Mesec september je tudi še posebej nekako posvečen tudi angelom. In lahko rečemo, da Marija je Jezusova Božja ambasadorka. In nam sporoča, kako veliko ljubezen ima Bog do nas. Zahvalil bi se za sprijem gospodu Vitorinu Gendu, tukajšnjemu župniku, in potem tudi gospodu Karlu Gamberotiju, ki tako navdušen tudi spremlja ta naša romanja. Gospod Aleš Rupnik je vsa ta leta v preteklosti vodil ta dvakrat na leto romanja in pogosto se srečamo z Don Vitorinom in se dogovarjamo,
kako naprej. Hvala tudi županu, ki nas je nagovoril na začetku, Sandru Roku. Tukaj, ne vem, če je prisoten, ampak zelo pomemben stik je tudi Sergio Kufalo, sestre, ki so večinoma iz Brazilije, sestre Marine, služabnice Jezusovega srca. In potem seveda vsi, ki pripravljajo tudi pogostitev, ki bo, nas bo, zadnja beseda bo pripadla domačinu. Zahvaljujem se Mihu Kogovšku, organistu, vokalni skupini Cantate Domino, ki prihajajo iz Kočevja in bodo tudi sedaj še po maši kakšno zapeli. Pritrkovalcem, ki so iz župnije Vrh Sveti Trije Kralji. Čestitke seveda vsem romarjem, ki ste prišli peš. Eni so vam dal spred plemeniti, da ne bo izgledalo prekruto. Plemeniti norci iz Vipave so prišli iz Vipave, pa ne prvič. Že večkrat, mislim, 5 jih je bilo, da zaslužijo en aplavz prav. Potem seveda nekateri ste prišli iz Atimisa, gor s pokorni procesi, z molitvami. In to je pravzaprav Marija naročila tukaj Vitkini. Naj tudi ljudje za svoje grehe, ker preklinjajo in ob nedeljah delijo, hodijo v pokornih procesijah iz Atimisa v Porčini. To smo danes na neki način, nekateri ste za nas vse to uresničili, pa seveda kar ena velika skupina tudi kolesarjev. Morda bo tukaj tudi kdaj Giro d'Italia. Danes ste prišli s pomočjo tudi tistih električnih motorjev, ampak vseeno je kar strmo in tudi vam čestitam za to. Zahvalil bi se številnim medijem, ki so razširili to novico o tej sveti maši in povabili, zato nas je danes tudi tukaj toliko. Mediji očitno delujejo. Posebej bi se zahvalil družini, Radio Ognjišče, Novemu glasu, Domu, televiziji Exodus, potem Raj, Radio Slovenije. In verjetno je še kdo, tukaj so tudi snemalci Osapsida, Miran Skledar in drugi. Hvala vsem. Hvala tudi tistim, ki pripravljate okroglo mizo, to je podjetje Družina, Marnica Ferenc, prisotni bodo dr. Marija Vegelj-Pirc in gospod Miro Šlibar. Tukaj je ta milostna podoba Marije zdraviteljice, Marije od zdravja. Spodaj čisto na majhno je tudi upodobljena Terezija Duš. To sliko je daroval tej cerkvi brat Vitkinje in tudi rečemo, da to je pravzaprav en orlanski Lurd in sedanji škof, videmski nadškof nad Zokato je še posebej naročil, naj se tukaj moli za zdravje. In na to temo bo tudi ta okrogla miza. Nekaj vas je prišlo tudi z agencijo Trud, se tudi zahvaljujem. Dovolite še, da seveda prej nisem pozdravil, tukaj so tudi predstavniki političnega sveta. Prav nerodno mi je, da gospa Lenka Jeraj celo mašo je stala, delala pokoro. Nekar imelo, da bi nesem stal dol. Tako ne vem, morda je še kakšen poslanc tukaj, vse lepo pozdravljam in se zahvaljujem za vašo prisotnost. Moram pa se še posebej zahvaliti tudi gospodu Marjanu Podobniku, nekdanjemu podpredsedniku slovenske vlade,
in mislim, da je tudi sedaj voditelj bivših poslancev, se pravi, ni več predsednik stranke, ni več v parlamentu in tako naprej, ima pa še vedno neke funkcije in on je bil pravi črnc pri tem romanju. Pripravil je smerokaze, zgibanke, ki ste jih dobili, plakate, tudi to zvočenje pred cerkvijo in razne druge stvari, res taka opravila, sam se je javil in res hvala. In tukaj prisoten tudi podžupan mestne občine Nova Gorica, gospod Anton Harej. In zdaj nekaj sta že tudi oni prispeval veliko. Bi rekel, nekaj sta že naredili, ampak ko človek da prst, potem se zahteva še kaj več, pa se pričakuje še kaj več. In jaz se zelo veselim, da imata inicijativo, pobudo, da bi do Porčinja speljali cesto, da lahko pride avtobus, bilo bi potrebno razširiti 3 ovinke in če se vsi župani na obeh straneh meje, iz Bovca, župan Bovca, Kobarida, Tolmina, Faedisa, Atemisa, da ste skupaj s pomočjo še poslancev in drugih politikov, jaz mislim, da bomo to cesto uredili, ampak pri tem, da me moj škof ne bo kregal, se zavzemaš za graditev ceste v drugih škofijah, isto rečem za Sveto Gor. Bi bila potrebna cesta iz Grgarja gor, da bi bil enosmerni promet. In mislim, da tudi kristjani, tudi marini častilci, smo tudi ljudje in so politiki odgovorni tudi za nas, da lahko hodimo na romanja varno in pa tudi, da prosimo milost tukaj. In jaz sem to že priporočil Karlu Akutisu, ki je govoril, da je Euharistija avtocesta do nebes, sem ga prosil tudi, da posreduje v nebesih, ker on je tudi pisal o Porčinju. Da posreduje nebesih, da se zgradi saj ne avtocesta do Porčinja, ampak ena cesta, da bo lahko prišel avtobus. Tako, to je naloga politikov za naprej župan. Še ena misel mi je prišla, ko sem razmišljal. Marija je največja, bi rekli v nekdanjem jeziku, graničarka. Ne vem, kako bi bilo, mejašica, če bi vzeli Preširna, mejakinja. Najbolj dejavna na italijansko-slovenski meji, mislim, da je prav Marija. Sem gledal 10 cerkva, zelo pomembnih Marij, potem še nič koliko verjetno manjše. Pa gremo od juga proti severu. Strunjan, Barbana, Vejna, Sveta Gora, Prevalj, Marino Celje, Stara Gora, Porčin in Višarje. In mislim, da to je tudi eno sporočilo Marije. Sedaj pa še nekaj obvestil. Sedaj, takoj po končani sveti maši, ste vsi vabljeni, da počasi v procesi greste okoli oltarja. Prvič se je Marija prikazala pri Anconi, tisti kapelici, rečejo v dolini tukaj, kjer je imela v rokah srp. Drugo in tretje prikazovanje pa je potekalo tukaj v cerkvi. Ta cerkev je nova, je bila zgrajena 39. leta, kar je ladja. Medtem ko ta del pa je delo mojstra Andreja iz Loke, tudi tukaj so prstni odtisi Slovencev. In Marija se prikazala prav tukaj za tem glavnim oltarjem in pravzaprav šla v procesijo okoli oltarja. In potem tudi pri tretjem videnju tudi po cerkvi, ven iz cerkve in do rojstne hiše Vitkinje. Se pravi, bila Marija tudi romarica tukaj, tudi hodila po tem prostoru in tako ste vabljeni, da tudi vi poromate okoli oltarja. Potem ste vabljeni tudi na tej strani, če greste levo, pridete do rojstne hiše Vitkinje, gor en mozaik. To je zelo blizu, to je par 100 metrov, 200 metrov od tukaj. Tam bo tudi Cantate Domino,
zapel še eno Marino tudi pesem. Potem ste vabljeni na pogostitev. To je prav neverjetno. So me vprašali, koliko bo. Jaz sem rekel, nisem vedel, ne vem, a reče eno številko. 200. So rekli, če bo manj, bomo dali vsakmu 2 porciji. Če bo 500 ljudi, bo dobil vsak polovično porcijo. Ampak vsi res lepo vabljeni pred romarski dom. Je pa kar tukaj za cerkvijo, greste naravnost in boste prišli, bodo tudi redarji, bo se smirili do romarskega doma. Seveda, morali so vse to nabaviti domačini, zato bi bilo lepo, da vsaj poravnamo stroške nabave, ste vabljeni prostovoljnim prispevkom, kdor more, kdor pa nima, naj vseeno gre, bo pa drugič dal, ne? Ampak tako, morda kdor ima, bi bilo lepo, da prispeva recimo 10 € ali kaj podobnega. In potem še, seveda vse vabim individualno, da obiščete Jankono. To je za tukaj svet kraj, kjer je Marija prvič se prikazala, kjer je ta kapelica oziroma cerkvica, tam, kjer ste mnogi parkirali, da tam pomolite. Potem vabljeni na okroglo mizo, ki bo potem ob 13:30 po kosilu, kdor more, kdor ostane. Ni tudi prostora tam za vse vas, bo tudi verjetno to posneto, boste lahko po televiziji gledali. Kot sem že rekel, bo naslov Zdravje kot vrednota, nešteto razlogov za življenje. In sedaj še eno zelo pomembno obvestilo, pa je kako domov. Zdaj je bila cesta, ko ste šli gor zaprta za promet, je bila enosmerna, sedaj pa ne bo več. In zato svetujem, oziroma zelo priporočam, da greste za romarskim domom navzgor, tudi tam bodo smerokazi, in preko Subida. Je malo daljša pot, ampak je veliko širša, se boste veliko laže srečevali z avtomobili, ki bodo morebiti šli v nasprotno smer, ker drugače bo tukaj kolaps. Tako nekako do Subida je okoli 4 km, potem še, mislim, da 8 km iz Subida do Artemisa navzdol. Sedaj bi pa dal še besedo, zadnja beseda vedno pripada domačinom, še besedo Proloko, to je kot ena krajevna skupnost, Lučanov, anche lui, tudi on hoče nekaj povedati. Ja. Dobar dan, sam Luciano Turco, president Proloko, prijatelj to sporočenja. Sam napisal 2 rije, za Luisi se bomo razumeli. Po starem smo govorili, se ponašamo Luisi, in se zubja vas, a se zubja so govorilo. Pozdravim in zahvalim tole veliko skupino prijatelje Slovenije, sta napolnili naš unikan vas. Na moje ime in vseh soči prorokov in poročijanje vseh. Sem vesel, sta prišli moliti nas v svetu. Tak se je prikazala Dona Doline, te male Tereze. Po slovesni mi jo kličemo Trzina, ol Terezija. Naša Proloko poma tudi velike prazniku Dom Vitorino in Cerkve, jutre napravimo mi južno, tem pride juh maše, jutre bo maša, ju zmoli na stop. To zvojda. Proloko postice vse te sono zete, ante planine oko vasi, za počin ni bude naljepa, an čista vas. Tek prijete na počin molit našo Svetu Mariju, ma prijet an vas lijepu, an čistu. Zato che an oko temjete nja
il suo piacere. E poi na južnu jest u centro, mi kličemo brdo. Allora poi jest na brdo, a od brda se bota gleda dol, se vidi vso furlansko plano, nas je Marjavo i omlačno, se vidi lijepo. Kur je bistro, se vidi morje, a na levo se vidi Trst, a Capodistria. Wow. Vas pozdravim, a vam auguram dobro južno, a vas prijem tijeli ti u centru. Zdaj ste slišali, da se res plača iti po tej poti za cerkvijo, naravnost, in tam se vam bo odprl res čudovit pogled. In slišali ste tudi, da jutri pride pa videmski nadškof, tako da letos za praznik sta v Korčini dva škofa, kar ni vsako leto. In sedaj prosimo še za blagoslov, potem pa prvo okoli oltarja. Samo gled na začetku povedati, zdaj ko je omenil videmskega nadškofa, sem ga klical par dni nazaj. Sem rekel, župnik v vami sem in nisem še bil, pa bi šel enkrat požil. Pojdi, rekel. In bom izročil se rekel tudi vaše pozdrave. Je bil zelo zadovoljen. Je rekel, drug dan bo šel pa jaz. Boš popravil, kar bom jaz narobe. Čudo smo zelo resnično v lepem odnosu in sem hvaležen tudi njemu za njegovo gostoljubje in za njegovo pripravljenost. Zdaj pa blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom. Bog vsemogočni Oče, naj vas blagoslovi po odrešeniku sveta, našemu Gospodu Jezusu Kristusu, sinu Deviške Matere Marije. Amen. Ona je rodila začetnika življenja. Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Amen. Vam in vsem, ki danes in te dni praznujemo Marijino rojstvo, naj Bog podari duhovno veselje in nebeško srečo. Amen. To naj vam podari vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru. Bogu hvala. Amen.